Poslanci na izredni seji odločajo o datumu referenduma o arhivski noveli. Tam bo najverjetneje 4. maja, kar pomeni, da bodo roki za volilna opravila začeli teči 3. aprila. Opozicijska stranka SDS je zahtevo po razpisu referenduma vložila v državni zbor prejšnji torek. Prvopodpisana poslanka iz SDS-a Eva Irgl je za dan glasovanja predlagala 25. maj, ko bodo evropske volitve. Toda poslanci iz vladnih strank v pristojnem parlamentarnem odboru se s predlogom niso strinjali in so sprejeli predlog, da se referendum razpiše za 4. maj. Po poročanju finančnega spletnega portala Bloomberg bo Ministrstvo za finance na mednarodnih finančnih trgih danes poskušalo prodati za 1,5 milijarde državnih obveznic. Pol milijarde bi morali vrniti po 3 letih, milijardo pa po 7. Z državnimi obveznicami z rokom do dospetja 7 let se trenutno trguje celo pod 3%, kar je najmanj v zadnjih nekaj letih. Poznavalci menijo, da so trenutne razmere na trgih ugodne za države, ki obveznice izdajajo v evrih. Na finančnem ministrstvu današnje prodaje niso potrdili, niti ne komentirajo česarkoli v zvezi s tem. Iz Mercatorja so sporočili, da je skupina, ki je v postopku prodaje hrvaškemu Agrokorju, dosegla pomemben mejnik v procesu finančnega prestrukturiranja. Upniki so namreč dosegli skoraj soglasno podporo o predlaganem finančnem prestrukturiranju. Kot poudarjajo v Mercatorju, bo to skupini zagotovilo nadaljnjo finančno stabilnost in nemoteno poslovanje. Lani je bilo po dobrih 2 letih relativne stagnacije opaziti minimalen pozitiven trend v slovenski industrijski proizvodnji in januarja letos je bil obseg proizvodnje v celotni industriji za 2,7% višja od povprečja v letu 2010. A po ocenah statistikov bistvenega izboljšanja še ni pričakovati. Med glavnimi omejitvenimi dejavniki je pričakovanja vodstev več kot polovice podjetij, da bo domače povpraševanje preskromno. Približno tretjina podjetij pričakuje tudi nezadostno tuje povpraševanje, negotove gospodarske razmere ter težave pri pridobivanju kreditov. Preteklo zimo je v gorah zapadlo veliko snega, snežna podlaga pa zaradi razmeroma visokih temperatur ni idealna, saj se snežne plasti zaradi kombinacije toplega ozračja ter menjavanja dežja in sneženja med seboj niso dobro sprijele. Policisti zato obiskovalcem gora in turnim smučarjem svetujejo, naj se za turo dobro pripravijo. Na pot naj se odpravijo dovolj zgodaj, potek poti pa prilagajajo razmeram. Zelo priporočljivo je, da imajo obiskovalci gora družbo in ustrezno opremo. Le slaba tretjina Slovencev trdi, da zelo pazi na svoje zdravje, kar 80% zdravnika obišče le, če resno zbolijo. 3/4 Slovencev hrani posvečajo posebno pozornost, dobra polovica pa je pripravljena plačati več za hrano brez umetnih dodatkov, kažejo rezultati raziskave, ki jo je opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Telovadbi pa se največ posvečajo 18 do 20-letniki, med katerimi jih več kot polovica telovadi vsaj enkrat na teden, najmanj pa 35 do 39-letniki. Jutri bo po večini sončno, več oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim. V četrtek bo predvsem v zahodni polovici Slovenije nekaj več oblačnosti, drugod bo dokaj sončno. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Mariborska občina je podjetje Zim dala v stečaj. V Mariboru voda nekoliko dražja, cena smeti ostaja nespremenjena. Mariborski študenti zbirali potrebščine za brezdomce. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.